Katere lastnosti bi pri vašem protikandidatu izpostavili kot pozitivne in zaradi katerih menite, da bo imel težave pri opravljanju svoje funkcije, če bo izvoljen? Obvlada področje financ, tu mu zaupam na vsak način, ampak glede na starost je seveda njegov širok spekter omejen. Nima izkušnji iz gospodarstva, trenutna kriza seveda se tudi se bo prevalila tudi počasi v lokalni nivo, torej na nivo občine, seveda prihodkov ne bo, vedno manj denarja bo in tudi tu bo treba rezati. In te reze seveda, če nimaš izkušenj, ker smo pač na lokalnem nivoju navajeni, da denar prihaja, se bo zgodilo, da denarja več ne bo več prihaja in takrat bo seveda treba tudi kakšne gospodarske poteze potegniti. Politične tudi so toliko pomembne, ker določen vpliv lokalnih oziroma strank, ki v občinskem svetu dejansko zasedajo, je tudi treba pridobiti. Ljudje o tem tudi morajo biti na enakih stališčih. Podpora v občinskem svetu je zelo pomembna. Brez podpore seveda vsak župan, ki mora začeti iz nič, brez vsakega svetnika, pri nas vsaj do 9, je lahko tudi naporna. Definitivno pozitivna lastnost je ta, da pozna določene zadeve delovanja občinskega sveta, da v končni fazi zna biti strpen, čeprav se danes to ni v takšni meri pokazalo, kot bi si sam želel. Težave, ki pa bi jih utegnil imeti, so pa ravno v tem, da ne pozna toliko delovanje občinske uprave, ne pozna delovanje same javne uprave kot take in v tem kratkem času pač žal mi nimamo dovolj časa, da bi lahko se nekdo uvajal. Še drugi problem pa je to, da če dela nekdo nepoklicno, pač je omejen s časom in bo še težje k temu pristopil. Katere projekte boste v Dupliku prioritetno vodili in od kod menite, boste dobili denar zadnje? Ja, prioritetni projekt je prav gotovo Cesta za Brege, ker tam so krajani na robu obupa. Tam je potrebno sanirati stanje, to se pravi cesto je potrebno spraviti v protiprašno obliko, da bomo lahko ljudem omogočili normalno bivanje v svojih hišah. Drugi projekti pa so bolj kot ne ukrepi za varčevanje, to sem že na svojem programu povedal, to so izboljšanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture, zmanjšanje vodnih izgub, se pravi boljša oskrba s pitno vodo in pa ne nazadnje prevetritev nekaterih financiranj javnih nevladnih organizacij, številnih konzorcijev, za katere praktično ne vemo, ali nam koristijo ali nam ne koristijo in to bo prav gotovo prvi pristop v tem. Prioritetno, kot sem že navedel, tudi na današnji soočenju, seveda je treba najprej stroške. Stroške moramo omejiti, z temi stroški seveda želimo privarčevati. Eden izmed takšnih je na vsak način tudi razsvetljava. Prioritetni projekt, ki je zdaj najbolj bode v naši občini, je seveda ureditev Ceste za Brege. Ta cesta seveda je tudi povezana z projektom izvajanja oskrbe z pitno vodo severovzhodne Slovenije. Potem nadalje bi seveda skušali, ker so pač nekatere stvari tudi v tej smeri peljane, z Zavodom za urbanizem Maribora urejujemo prostorski načrt. Ta prostorski načrt želimo do konca leta nekje spraviti pod vodo, denar imamo namenjen v občinskem proračunu. Vsakršen dodaten večji projekt seveda je pa za nas konkretno zalogaj. So še obrobni projekti, seveda, ki jih tudi na nek način so povezani z vodo, kot je od Kugelšaka do Vurberga. Ostalih projektov seveda bomo pa tudi se poskušali na nek način lotiti, vendar z majhnimi koraki. Koliko podžupanov menite, da boste potrebovali pri opravljanju svoje funkcije, če boste izvoljeni? Seveda pogoj je najprej, da sem izvoljen kot župan in ko bom kot župan seveda vodil to občino, stremim k temu, da na vsak način skozi potek dela, seveda jaz dam dosti tudi na občinsko upravo, želim predvsem tu dati dosti poudarka. Seveda z odločitvami o podžupanih želim na nek način se tudi zadržati, skušam na nek način tista dela, ki jih pač bom sam zmogel tudi opraviti. Moram vam povedati, da imamo 46 društev in zdaj se v januarju do marca zelo trudim, da bi obiskal vsa naša društva. Nimam nobenega podžupana v tem trenutku in seveda folgam, je pa res stresno. Na vsak način v prihodnosti, če seveda
Občina tudi mora imeti svojega predstavnika. Vsa vabila, ki na občino prihajajo, gre za sestanke, za obiske drugih občin, seveda zahtevajo tudi v določenem času in za protokol, seveda v prihodnosti, če bo leto čas in denar seveda dopuščal, si kakšnega podžupana že želim nastaviti, ampak na vsak način to, kar kroži po informacijah, ne govorim o nobenem neprofesionalnem oziroma profesionalnem županu, poklicnem, ker si občina kot duplek tega ne more privoščiti. Ja, zakon določa, da enega podžupana župan mora imeti za primer, da se kaj zgodi, da lahko nadomešča. Jaz srčno upam, da bo v koaliciji svetnikov toliko razuma, da ne bojo kakršnikoli pritiski za več, ker ne verjamem, da potrebuje tako mala občina 2 podžupana, zlasti če ima profesionalnega župana, ki bo delal za ljudi in bo tam 100% prisoten.